zapisan v zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. In moram reči, da je letos, 5. februarja, Vrhovno sodišče v tej isti zadevi pravzaprav, res je sicer, da je v konkretnem primeru tožbo vložil samo gospod Zalar, odločilo, da je bil postopek pred komisijo povsem zakonit in legitimen in da so bili spoštovani in spoštovana vsa procesna določila našega zakona in poslovnika, v konkretnem primeru seveda tudi vseh udeležencev, ki so v tem postopku sodelovali. Zaradi tega seveda zavračamo tudi z izrazi, da je naš postopek nelegitimen. Res je, morda lahko pritrdimo dejstvo, da bi bila lahko nekatera določila našega zakona drugačna. Zato se tudi zavzemamo, zato zelo odločno in vsebinsko zelo poglobljeno sodelujemo pri začetnih pripravah na spremembo našega zakona, ki se dogaja pod okriljem resornega ministrstva, Ministrstva za javno upravo. Ampak odločno pa stojimo na stališču, da dokler je zakon takšen, kakršen je, smo ga dolžni in ga bomo do zadnje črke spoštovali, pričakujemo pa seveda, da ga spoštujejo tudi drugi. Imajo ustrezne, legitimne možnosti in poti, da se zavzemajo za spremembo, spoštovati so ga pa dolžni, dokler je takšen, kakršen je.